danes smo predvideli, da bi govorila o vidri, ampak je rekla, da je bober bolj aktualen in bo tako o vidri govorila naslednje leto, letos pa, oziroma danes pa o bobru. In kar izvolite. Hvala lepa, Pavšič, za lepo predstavitev. Samo malo toliko voda. Inštitut naš, iz katerega prihajam in sem ustanoviteljica, je zasebni, neprofitni inštitut, zavod, ki deluje 23 let, zdaj nepretrgoma, in se je namenil raziskovanju in proučevanju vidre. Ampak, ker si z bobrom delita življenjski prostor, habitat, je seveda zdaj naša naravna naloga, da nadaljujemo tudi z bobrom in v zadnjih letih smo kar precej pospešili to raziskovanje. Imamo tudi live projekt od jeseni lanskega leta, ki se bo ukvarjal še 4 leta z bobrom in predvsem z prijaznim sprejemom, ki bi ga radi pripravili za bobra v Sloveniji. Smo pa malo pozni, samo žal krivda ni naša, smo si prizadevali že prej, pa se pač na državnem nivoju ni nič zgodilo. Takole je bober in vidra si delita življenjski prostor, ampak nista nič v sorodu. Če pa jih vidimo plavati ali pa še kakšno drugo tako vodno žival, pa bomo težko ločili, katera je, sploh če vidimo to anfas, v obraz, iz profila še mogoče malo, ampak tako sistematsko, razen vidre, ki je zver in pripadnica družine kun, so vsi trije ostali glodavci. Bober, seveda naša avtohtona žival, ki je pri nas že živela, vmes izginila in je zdaj se vrnila. Pinoka pa nutrija sta pa tujerodni vrsti. Tukaj se verjetno malo razlikujemo, biologi med sabo. Jaz ne rada govorim o invazivnih vrstah, če ne gre res izrazito za invazivno vrsto. Res pa so tujerodne, ampak ne kaže, da bi ogrožali katerokoli drugo domačo vrsto s svojim širjenjem. Obe, nutrija in pižmoka, sta prišli v Slovenijo nekako iz istega razloga. Gojitelji, ki gojijo živali za krzno, so pač jih pripeljali zato, da so jih imeli na farmah in bi jih gojili za krzno. Ampak ta interes je, hvala Bogu, upadel v zadnjem času. Ne gre več krzno tako v promet, to se ni več splačalo in se jih enostavno spustili. Za nutrije vemo to zagotovo, da na Ljubljanskem barju je pač farma prenehala delati in vrata so odprli in so šli. In so se prijele, ne ustrezajo na naše okolje in tudi prezimijo, pri nas se razmnožujejo, vse skratka, lahko jih srečamo, velikokrat dobimo pri nas kakšne klice. Jojo, veste, sem vam hotel povedati, da sem videl vidro. Zdaj to po telefonu, jaz najprej vprašam, kje pa kdaj, v kakšnem dnevnem času, pa se potem skaže, da na Tromostovju ali pa na Fužinah, sredi dneva, pa jedla je korenje, pa kruh, pa take stvari. Ampak to se zelo pogosto dogaja. Potem je treba seveda pojasniti, da korenja in kruha pač vidra kot zver ne bo jedla in je tudi na njih mogoče videti tam, da je to pač en od glodavcev, nutrija, bober tudi ne pride tako v mesto, ne še, pa ne v Ljubljani. Ne vemo, kaj še bo. No, tako da, skratka, te 4 lahko srečamo ob naših vodah in jih potem tudi takole pojmenujemo določno, kdo je kdo. Čeprav bo danes govor o bobru, ker je trenutno zelo aktualna vrsta, vidra pa je aktualna že nekaj časa in še bo, tako da pač naslednje leto.
Vseeno moramo par stvari razjasniti, ker sta to le prebivalca podobne velikosti na vodah, no, kot smo rekli, zveri, bober pa pripadnik reda glodavcev. In srečamo samo po eno vrsto, nimamo pa ne enega, ne drugega, s čim zamenjati v svojem sorodstvu. Vidra je v Evropi samo evrazijska vrsta, lutra, in samo evropski bober zdaj naseljuje Evropo. Bil je v preteklosti tudi kanadski naseljen, ampak zdaj, kot kaže, sem še nekje v Skandinaviji, na enem mestu, ga nekako spravljajo proč iz Evrope, ker tudi ne spada v Evropo. Zelo sta si podobna po takih karakteristikah telesa, bi človek rekel, ampak vendarle zelo, zelo različna. Predvsem je bober tudi, če ga opazujete, to gre vse zelo počas. Bober se usede, pa se prav počas čoha za ušesom, pa tako. Skratka, si vzame čas. Je rastlinojet, preden mu ne bo pobegnil in se to lahko privošči. Vidra pa lovi ribe, v glavnem, je plenilc, mora biti pa spretna, hitra, je pa ravno tako prilagojena na vodno okolje. In tele podatki za gostoto kožuha, ki je pa nepremočljiv v obeh primerih, so celo malo prenizki. Tudi do 70,000 dlak na kvadratni centimeter ima vidrin kožuh. Če si predstavljamo na kvadratnem centimetru, pri ljudeh je tam okrog 300 las. 300. Tukaj gre pa v 10,000. Gre res za gost kožuh z drobnimi dlačicami, ki zapolnijo čisto vsak prostor in tudi voda niti kaplja ne more vmes, in toliko prostora. Bober ima nekoliko nižjo gostoto, ampak še vedno dovolj. Zelo pa skrbi za svoj kožuh, in mogoče tukaj kompenzira to razliko. Zelo se čisti in olji ta kožuh. Dve vrsti bobra sta danes na našem planetu, kanadski in evropski. Oba sta označena na teh varstvenih listah kot list concern, vrsti, ki ne zahtevata kakšne posebne varstvenega režima, ampak kljub temu sta zavarovana oba. In v Evropi ima bober zelo podoben status kot vidra, na habitatni direktivi, na dodatku, tako da ravno tako je prepovedan ubijati, prepovedan motiti. Vsi ti posegi, kar se ljudje po podeželju spravljajo narediti, da bi ga odstranili, tam v resnici niso dovoljeni. Vse to bi moralo priti do inšpektorja in tudi imeti določene sankcije potem. Mečkan je večji, ta evropski, drugače pa precej bolj sta zamenljiva, kot je tale slika, ki je mečkan karikirana. Kakšnih prav bistvenih razlik na videz ni, razen geografske razširjenosti. Naš bober ima mečkan bolj žličast rep, kanadski ima malo bolj zaokroženega, ampak ker jo ne moramo srečati skupaj, sploh ni nobene nevarnosti za kakšno zamenjavo. Največji glodavec je to v Evropi. Uhlje, mečkanje, vse njegove značilnosti kažejo na zelo dobre prilagoditve na vodno okolje. Ne moramo reči, da je vodna žival, ker ne živi samo v vodi, voda je njegovo okolje. Mladiče zreja na kopnem. Je pa mogoče mečkan bolj voden od vidre, bi človek rekel, ker recimo si shranjuje hrano pod vodo, beži tudi v vodo, če je v nevarnosti, skratka to je njegov milje, njegovo okolje.
Življenjska doba je kar dolga, v ujetništvu dočaka do 35 let, ne? V naravi pa seveda taka starost skoraj ni mogoča, tam 17 let je največ, ne, povprečno pa 7-8 let, tako da to so velike razlike. No, kakšne so te prilagoditve na vodno okolje? Že iz risbe vidimo, ne, na zadnji nogi, bober samo na zadnjih nogah ima plavalno kožico med prsti in tule na predzadnjem prstu ima podvojen krempelj in to je tisto, s čimer se neguje, s čimer si čisti dlako, si jo olji in skratka veliko časa posveča svojemu kožuhu in negi kožuha. Odtis njegove zadnje noge, jaz nimam prav velikih rok, tako da včasih kakšen odtis je večji od moje dlani. Ni majhna žival, ne, ima tudi lahko 30 kg in več odrasla čokata, taka, in res skoraj ne moramo zamenjati sledi, zato ker tako velike, kot so takele roke, pa nima nobena druga žival takih, če najdemo dobro sled, ne. Potem recimo nosnice zapre pri potapljanju, ušeska zapre, ima zelo dobro tehniko plavanja, tako da poganja se predvsem z zadnjimi nogami, rep je pa krmilo, ne, usmerja, vse je pri vidri podobno, ne. Na kopnem je bolj roden, v vodi pa zelo spreten in hiter. Poleg teh anatomskih prilagoditev ima tudi fiziološke prilagoditve na vodno življenje. Recimo ljudje lahko v pljučih izmenjamo okrog 15% zraka, ko dihamo normalno, ne. Bober do 75. To je velika prilagoditev, če računamo, da mora zdržati kaj časa pod vodo, ne. Tudi srčni utrip znižajo takrat, ko so v vodi, ko se potaplja in je dlje časa v vodi, par minut, gre srčni utrip na 67 udarcev na minuto, povprečen je pa tam 125. Če na polovico ga uspe spraviti, in to je tudi ena od dobrih prilagoditev na tak način življenja. Rep je tista značilna bobrova reč, po kateri ga razlikujemo od drugih glodavcev, ne. Lopatast, smo rekli pri kanadskem bolj okrogu, pri našem malo manj. Pokrit z luskami, ne z dlako, ne. Tako usnato strukturo ima in je to širok ploščad, pa tudi debel rep je, ne. In to v repu skladišči maščobo za hude čase, ne. V vročini se pa ohlaja tako, verjetno dobro izkorišča to možnost, da rep potisne v vodo in kri v repu se ohladi, seveda in potem zakroži po telesu in tako se ohlaja. Tudi globanja je značilna, tukaj pa ločimo takoj, da je to glodavci in da ni kaj drugega, ne. Močni prednji zobje, to so sekalci spremenjeni, oziroma oblikovani kot dleta, glodači jim rečemo, zato glodavci, ne. In meljaki zadaj, tole prerez meljaka, ne, tam je gor, da se nam vse vidite levo, ampak zelo močne mišice, pripete na čeljustih, ne, vse kaže na precejšno moč tega ugriza in tudi je, tako da ne kaže prav z njim češne zobec, se temu reče, ker če pa je v hudi situaciji, v stiski, da se mora braniti, se pa tudi z zubmi brani, ne, in to so hudi ugrizi lahko.
kogarkoli drugega, najbrž ne, niti ne vemo, da bi človeka kdaj ugriznil, ne. Čeprav bi imel po mojem največ razloga od vseh drugih živali. Ja, gloda, bober, s temi sekalci, s temi glodači. Gloda in to presenetljivo hitro, če verjetno vsi poznamo, že otroci poznajo to obliko peščene ure, ki je značilna za ta bobrova drevesa, tako tudi vemo, aha, tukaj pa je bober, ne. Tukaj pa bober živi, ker so drevesa toliko časa jih pogloda, da pride skupaj in drugo pade, ne. Nikoli na bobra, vedno zna zračunati, da pade nekam drugam, ker ni nevarnosti zanj, ne. Na tleh pa ostanejo taki značilni ostružki, tudi spodaj vidivo, tako kot bi s koblečem strugali les, se zaobljajo in to ostane na tleh in tudi potem lahko dobro vidimo, da tam živi bober. Vidite, da prednje okončine uporabljajo kot roke, dobro prime svojo hrano, palčke in to. Ampak ne tako kot mi, ki imamo oprijemalni palec, ne, bober ima oprijemalni mezinec. Je to peti prst, s katerim takole zagrabi palčko in jo drži in gloda. Takole je to, ravno tako se reče, ne nasprotni opoljubilni prst, ampak mezinec v tem primeru, ne. Se spravi kakšno plitvo vodo in gloda palco. No, zato ima seveda odlične prilagoditve tudi v ustih, to je spet ena od anatomskih prilagoditev, ima kožno gubo v ustih, ki omogoča hranjenje pod vodo. Ko to kožno gubo zapre, lahko mirno gloda, ne da bi voda vstopila v požiralnik ali pa v sapnik, ne. In ustnice lahko celo pred spodnjimi glodači zapre. Zato si zlahka dela takole zalogo hrane za zimske dni pod vodo, tako kot mi damo rože v vazo, da ne uvenejo, da ostanejo lepe, tako bober spravi zelene veje pod vodo in ostanejo dlje časa sveže in jih uporabi, ko pač zunaj ni več vegetacije, ni več zelenih delov rastlin. No, takole se čohajo pogosto, tudi v živalskem vrtu ga lahko vidite, kako prav počasi, neki z ušesom pa malo tako, pa se neguje, tole dela ure in ure, ne. Oba spola imata ob zadnjični odprtini parno analno žlezo in parno vrečko z bobrovino, to je kastoreum, to je tista snov, zaradi katere so ga tako neusmiljeno preganjali in pobijali, ker so ljudje želeli imeti to, ta kastoreum, ne. Izločki obeh teh organov pa označuje svoj teritorij. In markira, ne, teritorije imajo družine, ne posamezen osebek, v kakšnem bobrišču živi recimo par starejši, pa naslednja generacija, pa ponavadi še eni mladički, pol čisto majhni, ne. Ta srednja generacija se pa počasi odseljuje potem spomladi, ne. In te maščobne komponente, ki so v izločku analne žleze, so tisto, s čimer si maže kožo in ga neguje in je potem odporen na vodo in nepremočljiv. Smo že povedali, da je rastlinojed in da večinoma se hrani z zelišči. Lesa seveda ne more jesti, ljudje pogosto mislijo, ker tako gloda in je toliko tega lesa videti oglodanega, da je les, pa ni res, ne. Je zelišča, zato poleti tudi ne vidimo teh znakov, ni na novo oglodanih dreves, ker poleti ima dovolj druge izbire zelene hrane, se les ni zelo hranljiv, ne, se sama celuloza in ne bi prišel daleč, če bi les jedel, ne. Vodne rastline različne so to, zelišča, ki rastejo v vodotokih,
Drevesa pa podre zato, da pride do teh zelenih vejc, zelo rad ima vrbove vejce, aspirin, ki je pod vrbovo skorjo, zato je ves čas zdrav. Ne? Aspirin ga varuje pred kakšnimi okužbami. Te veje in vejce, ki pa ostanejo od tega glodanja, pa porabijo seveda za gradnjo. On izkoristi vse, kot je prav, to je trajnostno ali sustainable, kakorkoli že nas rečemo, vse pride prav. Ne? Približno 2 kilograma lesne mase na dan porabi za to, da se prehranjuje. Vrbov je v glavnem, drugače pa mehkolesne vrste. Ne? To, kar danes imenujemo kot mehkolesna loka, ki raste ob vodotokih, to so kakšne strukture ob rekah, še jih poznamo. Tam je doma. To najbolj ustreza. Druge vrste drevesne so bolj za sile, tako smo to sili. Nekih 10% telesne teže na dan. Ne? To je pa druga vrsta prehrane. Ne? Malo skalo, malo pa tudi zares. Hrana v bobrovem telesu se začne prebavljati šele v zadnjem delu črevesa in izkoristi samo 30% približno te hrane, ker je to pač rastlinska hrana. Ne? Približno 60 ur potuje ta hrana skozi njegovo prebavilo in se prebavi v obsežnem slepem črevesu najprej in tam nastajajo mehki odstredki, to poznamo tudi pri drugih glodavcih, tudi pri morskem prašičku, recimo, če ga imamo doma, so včasih ljudje začudeni, zakaj pa je svoje iztrebke. To je koprofagija, ko podaljša pot prebavnega trakta. Ne? In na ta način, da gre še enkrat to vse skozi in se boljše izkoristi. In tudi te mikroorganizme, ki so lahko boljš zadržili. Tako da je to tudi na jedilniku. Bobri, kot sem že rekla, so monogamni, živijo samci in samica v paru in to je ta naselitev enega bobrišča običajno. To je majhne družine. Ampak spolno dozorijo šele v 2. letu starosti. Tam so stari 20-22 mesecev, takrat je šele spolno zrela žival. Zdaj, če računate, da živi 7 do 8 let, pa ima vsako leto samo enkrat mladiče, čeprav je to glodavec, rečemo, da je žlahta od podganih miši in polkov, ki se, vemo, imajo hiter obrat generacij, bober ima samo enkrat na leto mladiče. Tako da gre počasi ta zadeva. Je pa zelo skrbna mati, zelo varuje, jih prevaža sem in tja, prenaša na varno in tako naprej, so not v bobrišču, dokaj so čist majhni in prenašajo hrano. 1 do 5 mladičkov je v leglu, 5 redko, ponavadi so jih 3. Ni to kakšna taka glodavska zalega, kot bi kdo rekel. Ker veliko neznanja okrog tega, pri nas sploh se ni nihče nič ukvarjal z izobraževanjem ljudi, to zdaj ni počnemo v tem projektu Life Giver, da vendar je treba ljudem najprej predstaviti to žival, najprej povedati, kakšna je, kakšne ima lastnosti, kaj lahko ne pričakujemo, da ni pol nekega odpora, ko pride do, recimo se naseli na Krki, v Novem mestu, v Kostanjevici in tako naprej. Ljudje ne vejo, ali bo čisto vse pojedel, ali ne bo, ali kaj lahko pričakujejo od njega, ker je pač časa ne vem. Mladički ostanejo v brlogu od mesec do 2, tako da jih tudi potem, malo podobno kot videra, tudi uči plavati, ne bi sami, jih je treba malo poriniti v vodo in mama je seveda čuječa zraven.
Iz prejšnjih level mladiči, recimo prejšnja generacija, pa celo sodelujejo pri hranjenju in straženju recimo teh najmlajših mladičev, najmlajše generacije. Tako da, ko so stari kakšni 2 leti, pa zapustijo to primarno družino in grejo po svoje. In take potem srečujemo tisto, kar rečejo ljudje, sem videl Bobra že tam pa tam, na Bohinjih recimo, že, ne. Ampak to še ne pomeni, da tam živi. To grejo te posamezni osebki, ki si iščejo svoje nove habitate, nove teritorije, se odpravljajo na taka potovanja, ponavadi ob reki navzgor proti toku in pridejo na, recimo, malo nenavadna mesta za nas. Bohinjka najbrž ni zelo pravi habitat za Bobra, ampak je prišel do tja. Ni pa rečeno, da se bo tam tudi ustavil. Ja, teritorijalni so na nivoju družine, skrbno označujejo ta teritorij, takšne kupčke, najdemo zemlje, recimo pa te iztrebke, izločke analnih žlez na vrhu. Iztrebke pa težko najdemo, ker prav iztrebke, bobke bi rekli, take dolge cigaraste, iztrebne se pa v vodi, zato vode to odnese in zelo redko to najdemo. Če kje na plavi, ampak ne pa tam, kjer živijo in da bi potem recimo sklepali, da bodo tam živi. Tako v poletnem času je tam 1 kilometer do 5 kilometrov rečnega toka obvladujejo s tem teritorijem, ena družina. Pozimi se pa zmanjšajo teritoriji nekako na tako velikost, da imajo živali pregled na tem, si naredijo tudi zimske zaloge pod vodo, hrane, tako da ne hodijo po hrano pozimi, se bolj mirujejo in so bolj v brlogu. Počnuje se, ne. No, takole lahko presodimo. V primeri z vidro, ki zelo težko rečemo, moramo že kar zelo dobro poznati znake, da najdemo njeno navzočnost nekje na njenem terenu. Pa pri Bobru nimamo takih težav. Je že kar zaznamovano telo drevo, da je že gozdar zacahno, da ga bojo podrli. In takole včasih ob bregu samo še koli štrlijo od tistih obrežnih vrh. In no pa take obglodana tudi bolj, tudi takole. Zdaj sam vprašam tehniko, kdo ve, so zvočniki tukaj priključeni, so pa slišali kakšen zvok? Zato sem jaz svoj... Treba dati najbolj na glas, na računalniku. Ja. Če se da mikrofon zvočnika, se bo malo slišati. Ja, zato jaz bi resla tudi zvočnik samo, da se bo slišal to. Ampak, no, sej ni tako... Kaj to ste že potrebovali? Hvala. To so pa že kar poštena drevesa, če so se lotili. Ampak zdaj za ilustracijo, kako hitro to gre. Medved so že v struški, je že začel, ampak to traja, tam razpobje čas, par minut in pride že do police drevesa, tako da to, da drevo podre v eni noči ni nobena posebnost, če se lot enega. To so res dleta, 6, 7, tudi 8 milimetrov je širok en zob, zdaj pa 2-krat, oziroma 4-krat, še spodnji in to teše, tako zdaj pa nekaj zaslišal, škoda, da se ne sliši tega zvoka, in ga nekaj zmotilo in pa gre. Zdaj pa imamo nastavljene kamere za posnetke, s tem je kar nekaj dela, nikoli ni tisto, kar bi si človek želel, ampak tako vmes
v tem velikem naboru vseh mogočih posnetkov, kar dobimo, pa je nekaj tudi takih, no, ki so res zanimivi in nekaj pokažejo. Ampak veliko se zgodi, je pa kartica prazna, ali pa je bilo premrz, ali pa je kdo prišel mimo, pa kamero obrnil, pa ni posnela. Tako je ukvarjanje s tem. No, taki so sledovi gladačev, lepo vse obtesano in tako so široki zobje. Ne. Bobrišče je taka dobro varovana stavba. Ne. Odvisno od tega, kakšen je teren, kjer živi bober, izkoplje si rov če je dovolj mehek teren, v breg, tudi tako daleč, da se spomnite morda enega primera, ko se šele naselil bober, pri nas pa še niso niti ljudje vedeli, da je na Radulji en traktor padel v tako luknjo. Udrl se mu enostavno in je padel noter v rov bobrov in seveda je bilo težko potvrt. Ampak to so obsežne zadeve, ne. Brlog je lahko dolg do 11 metrov, odvisno od terena in kaj vse potrebuje in kako staro je bobrišče, kolikim živalim služi, to se veča, ne. Tako kot zanimivost povem, da vidra, ki je zver in je pametna, bolj kot so rastlinojedi, ne, lepo sedi v senci in čaka, da bo bober naredil to celo domovanje, potem se pa priskledi pri enem koncu in lepo domuje z drugega konca v istem tem, da ni treba kopati, ne. Zakaj bi, če vemo, da bo bober skopal, ne. Ja, treba je biti pameten pa se znajti, ne. No, to bobrišče pa pogosto potem, tako ga tudi odkrijemo, zakrije z vejami, tako kar veliki kupi so to, ki jih nanosi običajno na ta zračnik, ki sega navpično iz kamre gor na površje zemlje. To hoče pokriti, ker to je nevarno, da pride tudi živali zraven, kakšen plenilec ali kaj takega, to zelo dobro zadela. Če pa ni potrebe, ne, je pa lahko tudi naravna vegetacija pod koreninami dovolj varovalna. In takole to izgleda, ne, kadar je že končano, no, samo po njegovo to bobrišče ni nikoli končano, zmeraj kaj popravlja, prinese nove veje, blato prinese, takole, to so še druga na drugih mestih, ki so bilo na Koroškem jezeru, to pa v Murski šumi, pa še, tole je prav izredno veliko, ne, zato je naša Tatjana zraven, da se vidi, kako veliko je bobrišče. Eden od znakov, da je bober tu, so tudi jezovi. Dolgo je veljalo, da ameriški oziroma kanadski bobri bolj gradijo, da imajo večje graditeljske sposobnosti ali pa večji trend za gradnjo kot naši. Ampak glede na to, kar se zdaj pri nas dogaja, jaz ne bi rekla, da je to čisto res, no. Bober si prilagaja nivo vode, to je pomembno, ne. Če je nivo že takšen, da mu ustreza, da je rov njegovega bobrišča pod vodo, vse ostalo pa spodaj na suhem, potem ni treba graditi jezov, imamo dovolj vode, ne. Če pa preti nevarnost, da bo voda v tem upadla, potem se pa naredi jez, ne. In jez v bistvu skrbi za dovolj visok nivo vode. Najdaljši bobrov jez pa je res v Kanadi, ampak tam so tudi drugačne naravne razmere, ne. Meri 850 metrov v dolžino, ne. In se ga vidi tudi iz satelitov, ne. Tako je velik in očiten. No pa že tale ni tako majhen, ne, če vidite človeka zraven. To je, mislim, da na Češkem. Že kar poštena gradnja za eno tako žival, ne, se je več, ampak pa tudi ne, 2-3 je pogradijo. Po čem še vemo, da je bober tukaj, odtisi tac, ne, sledovi,
No, to je tak velik odtis, da je gor, ne, tudi kot človekova dlan, res pet prstov tako. In ker rep vleče za sabo, se to vedno vidi v snegu, cele take stičine, cele ceste nastanejo, vse potrcano, ker hodi ves čas iz vode v bogrišče ali pa tudi takole, ne, odvisno od terena, ko si pripravi, ampak kar dovolj dobro ga lahko odkrijemo na terenu. Ja, takale stečina, široka, meter, je na Podoškem jezeru od bogrišča do tega potoka, pri katerem si je naredil to bogrišče, ne. In še ena steza zraven, ne. Tukaj nosi blato, se vidi, ne, da je ne moram reči obljudena, ampak obobrena, ne. No, prvotno je bober bil razširjen po celi Evropi, ne. Do začetka 20. stoletja pa je v Evropi živelo samo še okrog 700 živali, kar je pa za glodavca zelo, zelo malo in zelo kritična takšna populacija, gre ponavadi proti koncu. No, ampak nekako je uspelo to rešiti. Tudi z naselitvami, naselitve so bile nekatere tudi kanadskega bobra, ker so mislili ljudje, da pač je vseeno, katera vrsta bi bila, ne, samo da bi bila. No, tisto ni bilo zelo uspešno, ampak ti evropske pa dovolj uspešno tudi naseljujejo. V Sloveniji je tole ena znana slika iz Prirodoslovnega muzeja, da vi to bolj poznate kot jaz. Slika bobra iz leta 1677, ne. To je že kar daleč nazaj. Na Ptujskem gradu ima to sliko. Tam do 18. stoletja, do konca 18. stoletja se je bober nekako obdržal na slovenskem ozemlju, potem pa zaradi pretiranega pobijanja izginil. To je tudi en od dokazov, da celo z brezstrelnega orožja, ne, se da večje sesalce spraviti na nič, ne. To se je zgodilo v preteklosti že dostikrat. Ljudje so res pripomogli k temu, da so nekatere vrste fizično izumrle, ne. Da jih ni več, zato ker pač se da, ne. Človek je pač pametnejši, ima neka orožja in se je znašel in pač. No, jaz sem dala potiho, da se opravičujem, ampak edin še ugasnem lahko. Tole telefon ne zmenja za tiho. Še kaj da imam? Slušaj, kaj da imam. Hecno, vse povezano. Ja, zadnji dokumenti, da je bober živel v Sloveniji, segajo v leto 1643 in pa še 1750. Skratka, Vurberk je tisti kraj, kjer naj bi pobil zadnje bobre in tam izvira tista slika. Vurberk je dobil izključno pravico za lov bobrov ob Dravi od nekdanjega Domškega Broda do Ptuja. In to je očitno pripomoglo k temu, da so še zadnje živali te vrste iz Evrope ali iz Slovenije izginile, oziroma iz ozemlja Slovenije. V Prekmurju poznamo čisto na meji z Madžarsko vas Hodoš, tudi občina je to, ne. In Hod v madžarščini pomeni bober in mi smo malo sklepali, da je možno, da so od tam da so se še dolgo zadržali tam in da so sploh tam živeli, ker je
Ledinsko ime je običajno povezano z nečim značilnim za tisti kraj. No, bom bolj v nadaljevanju povedala, če je to res. Plov je pripeljal Bobra do izumrtja. Jasno, da tako kot vse druge večje sesalce, se je ni bilo drugega. Človek, pobijali so ga tako v takih množinah. Je pa res, da je žival dosti počasna, na kopnem ni dovolj ukrepna in to očitno omogočilo ljudem, da so ga streljali čist do konca. No, na koncil v Konstanci, konstančki koncil, v 15. stoletju, 1414-1418 trajal, je pa ob Bodenskem jezeru gotovo je pa določil, da je Bober lahko postna jed, ker duhovščina nekako ni bila zadovoljna s tem, da na postne dni pa ne morejo jesti mesa. In ker Bober prihaja iz vode, pa tudi vidra, isto je veljalo, prihajajo živali iz vode, so jih kar enačili z ribami in so jih lahko jedli tudi na postne dni. In pa je bil še en razlog več, seveda, da so lahko ubijali te živali. Bobrovina je rabila kot zdravilo. Mislim, da je pri tem malo vraževerja zraven, tako kot pri nosorogovem rogu, pa pri tigrovih kosteh, pa tako naprej, ampak to prinaša živalim res nesrečo. Ta vražever je dosti bolj kot potreba po hrani. Hrano lahko z nečim drugim zamenjamo, če pa verjamemo, da bo bobrovina ali pa pač neka snov, ki jo ima ena žival, pozdravlja neko bolezen, je pa čist drugačno razmišljanje in čist druga sredstva so v igri. Naj bi bil ta bobrovina naj bi bila tudi afrodizijak, podobno kot Viagra ali pa nosorogo rok ali pa jaz ne kaj, nekaj takega, ampak to seveda danes tega ni več, so tudi govorov ni bilo več. Tako da taka spoznanja pridejo na žalost prepozno. To je še rešil. No, ne samo, ja, v času antične Grčije so celo verjeli, da se bober sam kastrira, zato in potem dvigne takole nogo, kot je tole prikazan, da lovec vidi, da je kastriran in se ga ne splača loviti in ga pusti. Tako, takšne zgodbe so okrog tega, ampak to mi je dosti pomagalo, očitno ne. Čeprav testi si nimajo nobenega opravka s temi analnimi žlezami, ki izločajo bobrovino, ampak to so zamenjali, ljudje fiziologije niso poznali takrat. In pač so mislili, da je to tisto, kar daje to spolno moč in so jih zato ljudje. No, tudi Napoleon ima prste vmes pri tem, kožuh bobrov je bil zelo cenjen za recimo ovratnike pri plemstvu, pa tudi za klobuke. Napoleonov klobuk je iz bobrovine. Pa še kakšen drug tudi, so samo moda bila, takšna, da so različne, to je vse z bobrovine, oziroma iz bobrovega košuha, če se to čujem. Take oblike, pač takšnega moda, so vse izdelovali iz bobrovih košuhov, to je šlo na 100 000. No, in ker je bober domala izginil iz Evrope na koncu, tam ob koncu 18. stoletja, je izginil tudi iz naše zavesti. Čez 200 let ali pa več ni neke živali. Minejo generacije, ljudje nimajo več stika, pozabijo, kako to je, kakšna je žival, kaj počne v naravi, s čim se hrani. In ljudje so pozabili na bobra, predvsej po vsej Evropi. Obdržal se je v Skandinaviji, tam Estonija, tam so velika močvirja in je ostal, in tam so potem
naselili bobre v bavarski gozd, ampak prej je bilo po Evropi veliko različnih geografskih ras bobra. Ob tej zreji za ponovno naseljevanje so pa to vse pomešali. Iz različnih koncev so vse se pomešalo, kar morda ni tako slabo, ker so se geni spet malo zavrteli, malo pomešali. Skratka, ti bobri so, lahko rečemo, evropski, ki zdaj naseljujejo Evropo, ampak ne moramo pa reči, da so neka posebna geografska rasa, neka posebna podvrsta, kar je kaj bilo. Zdaj je pač to neka enotna vrsta. V bavarskem gozdu so jih potem zgodili in od tam izvira zdaj večina evropskih populacij. Ker so ponovno naseljevali, so pa naselitve večinoma bile zelo uspešne. V Švici recimo takoj so se kar prijeli, ljudje so jih tudi kar dobro sprejeli, ampak niso bili več vajeni njihove prisotnosti in recimo se je zgodilo, da je prišel en lastnik sadovnjaka zjutraj na svojo parcelo, marelice so tam rasle, ta sadovnjak pa je sedel čisto do vode, nobenega varovalnega pasu ni bilo več od vodi in marelice so tako čudno visele in bile vse uvele in skratka niso bile v redu, nekaj se mu zdaj čuden in je šel pogledat in so bile vse porezane spodaj, poglodane, niso imeli več stika s podlago. Kaj se je zgodilo? Bobrovka je imela tam mladiče in je prišla po hrano ta sadovnjak, pa je poskusila odgrizniti eno marelico, zdaj so pa na špalirju, prevezane na žici in tako kot je odgrizana, drevo ni padlo. V njeni logiki bi moralo drevo pasti na tla in ona bi bilo odvekla in bi bila hrana in bi bilo dovolj eno drevo. Tako pa, ko prvo ni padlo, pa še drugega, pa tretjega, pa četrtega in so bile marelice v celem špalirju. Skratka, konc je bil z njimi. Take stvari, ampak to so ljudje še kar nekako tolerirali, tam ni bilo posebnih nagrad za to oziroma kompenzacij. No, naselitev v Posavini pa je bila v Žutici, 40 km južno od Zagreba, ob Savi, 1996 prvič, pa potem še enkrat 98. Kriv za to je profesor Grubešič iz Šumarske fakulteta, ki je zdaj naš partner v Life Bober projektu. In dobro sodelujemo, oni imajo veliko izkušenj, ker so naselili in zelo uspešno. 85, mislim, da je bilo teh bobrov naseljenih, vseh skupaj, tako so jih prinesli v kletkah, spuščali in je uspelo. Bobri so se takoj lotili poti in v 2 letih so bili že v Sloveniji. Samo mi tega še nismo dobro registrirali. Prišli so po Savi, seveda, takrat še. In so zavili takoj v Krko, ker je veliko bolj primerna kot Sava sama, je mirnejša, nižinska reka. In potem v Radulo in tam je bilo prvo bobišče, tam je padel tisti traktor nesrečen noter v rov. Tako da to je bila prva naselitev, potem na Dobričici, potem pa zdaj pa že kar so. Tole niso čist zadnji podatki, kar pač vemo, ni sistematično, to hočem reči, mislim, podatke, kar dobimo, pa v sodelovanju z Zavodom za varstvo narave, to kar gre, nekako si izmenjujemo to, tako da približno takale je situacija, nimamo pa pokritja Slovenije z neko enotno metodo in ob enem času, nek national survey, kot temu rečejo, upam, da enkrat do tega pride, ampak naš Life Bober projekt je informacijske narave, torej delo z ljudmi, ozaveščanje, izobraževanje, povedati, kakšna žival to je, kaj bo pojedla, česa ne bo in tako naprej. Ni pa to tisto, česar smo bili pri Life projektih vajeni, nekaj bager pa lopata pa narediti nekaj v naravi, ne konkretnega. Gre bolj za pilotne projekte, tako zdaj na
Dolenjskem sodelujemo z Zavodom za varstvo narave, pa tam tudi z vodarji. Prvič se je to zgodilo, da nekako poslušajo. Ne? Ja, zakaj 15 let Prekmurju? Takrat, ko smo mi, naš inštitut začel delati v Prekmurju, bolj resno, no, je bilo okoli leta 2000, odkar imamo tudi to našo podružnico tam. In prvi projekt, ki smo ga tam prijavili, lokalni, je bil še FARE, to je bila še predpristopna pomoč, pred pristopom Slovenije Evropski uniji. In sicer z Vidrov do čistejših voda, to se reče od Hodoškega jezera, občina Hodoškega partner, in čez na madžarsko stran, tam je bil partner tudi nacionalni park, tako da smo malo izmenjavali te informacije, tako čisto družbeni projekt je bil, završčevalen tudi več ali manj. In takrat smo rekli, ni bilo govora o kakšnem bobru še tam nekje, komaj so v Sloveniji, je bilo par družin, ampak čisto tako smo rekli, pa dajmo hod, pa vendarle pomeni bober, dajmo presoditi, ali sploh možno, da bi prišel bober, ali je ta habitat dovolj ustrezen zanj, ne? Ali bi imel tle kaj jesti, ali bi sploh hotel priti. No, in smo to naredili v okviru projekta in smo rekli, ja, Hodoško jezero je čisto primerno, ampak kako bo do tja prišel, ker pot vodi, vodna pot seveda iz Krke, to je Prekmurska Krka, po Dolenjskem potoku, ki so ga pa popolnoma regulirali, obsekali vso brežno zarast, tako da je čist gole bregove, je imel ravna struga, čez polje je tekel, namesto da bi ljubil naravnost, smo rekli, tle pa ne vemo, ne moramo reči, da če kaj bo to ovira, da ne bo prišel. Pa še železnico so takrat zgradili, Murska Sobota prek Hodoša do Budimpešte, in je bila ranžirna postaja na železniški postaji Hodoš, kar je pomenilo, da je tam nastal tunel, skozi katerega je moral teči potok, in to je 45 metrov dolg tunel. Naredili so ga sicer tako, smo bili zelo hudi, jaz sem v glavnem to takrat še sama delala po terenu, ampak so upoštevali, so rekli, bomo naredili toliko visoko odprtino, da te bi lahko skozi hodili, da boste lahko to spremljali, kaj se tam dogaja. Ok, se je pa niso res tako naredili, čist na mojo glavo, višino, pa 5 metrov širine, s poličkami na vsaki strani. Vidra je šla čisto takoj skozi, takoj ko so preusmerili vodo skozi ta tunel, no, bober pa čez 15 let. Ne? Je tudi prišel iz madžarske strani po Krki in po tem Dolenjskem potoku in po tem tunelu do jezera. In zdaj ga po teh sledovih, ali je to mogoče, da smo leta 2003 predvideli, da bi pa lahko prišel in zdaj je prišel. Tako da take zgodbe so, to je vse zdaj iz Hodoškega jezera, to je akumulacija, ki zdaj nima nobene posebne funkcije, ne tiste, za katere je bila narejena, ima pa zelo lepo habitatno funkcijo, živali tukaj najdejo vodo, tukaj Vidra stalno zreja mladiče, bober se je zdaj naselil, velike vodnih živali, ptičev, tako da ta funkcija je zdaj bistveno bolj pomembna od vsakršne, ki so jo predvideli, zaradi česa so to zapravo akumulacije sploh naredili. Ne bi blažila visoki val pomladni, tega sploh ni, pa namakanje, pa ne vem, kaj vse je bilo predvideno. Takole izgleda zdaj Hodoško jezero, oziroma okolica, podrta debla, tako kar velika debla, potok. In Vidrino učno pot smo uredili v okviru tega FARE-ovega projekta. Vidite, da gre tule čez lesen mostiček, ki smo ga postavili takrat, in tabla je zraven, ob dvoživkah in tako naprej, in bober je gladko zaprl to učno pot. Konc, ne, ko je dal župan to odpeljati, ampak tako se izveda, kaj pa je zdaj to, kaj pa imamo tle, zdaj vse to niso gozdarji podarili. Ja, bober, ne, ampak naš škudga, to mi je občinska last, ni nobene tragedije zaradi tega. No, seveda sta tako Vidra kot bober pod strogim varstvom evropske zakonodaje in tudi nacionalne. Tukaj imamo že Bernsko konvencijo,
pri nas velja šele 20 let po tem sprejetju, 99, šele smo mi podpisali Slovenijo, da pristopamo. Ampak velja, ne? In po tej konvenciji se tudi ne sme teh živali zavarovanih niti poškodovati, niti kaj šele ubijati ali karkoli z njimi početi, in zavarovano je tudi njihovo življenjsko okolje, njihov habitat, ker brez tega pač ne gre. Ne? Moramo imeti živali, morajo pač v svojem naravnem habitatu živeti, če hočemo varovati. Potem je tako imenovana habitatna direktiva, rdeči seznam IUCN, IUCN poznate. Je pa tu pa razlika, ne, kakšen je trend. Vidra je bila v upadanju, zdaj to ni več, ampak preden se te dodatki in te stvari spremenijo, zelo traja pri Evropski komisiji. Drugo je pa, da mora imeti dovolj dobre podatke, ki jih pa tudi očitno ne dobiva, saj ne z naše države, jaz dobro vem, da ne poročajo pravilno o tem, kaj je, ker tudi ne morejo. Pač, če nimamo nekega pregleda nacionalnega podatkov, s katerimi bi res lahko nekaj ugotovili, trend populacije pač ni. Ne. Po prvobru pa vemo, da narašča, ne, se širi, vsako leto so nova najdišča, ki vse se je pojavilo in gre po, predvsem je to Krka in Dolenjska in pritoki. Tako da malo drugačen položaj, status je pa zelo podoben. Ne? Se to večina razpoznane. Kaj ogroža zdaj bobra v novejšem času, ko lov ni več dovoljen? Ne? Posegi v vodotoke so itak za vse vodno živalstvo in rastlinstvo najbolj kritični. Zato, ker večina ni narejena niti prav, večina ne upošteva umilitvenih ukrepov, če so načrtovani, so velikokrat narobe in še potem ni kontrole nad tem, ali so sploh izvedeni in ni monitoringa teh umilitvenih ukrepov, ali delujejo in kaj je treba narediti, ker ne delujejo. To velja predvsem za hidroelektrarne na Savi, ki so pač zadnje zgrajene na spodnje Savi. Tam se dogaja marsikaj, samo ne tisto, kar bi se moral. Drugih posegov je še vedno veliko, ampak niso tako zelo kritični, kot je pa betonsko pregrevanje reke, pa še večkrat v vrsti. Pač to ni več reka, ampak je neko zaporedje jezer, ki ima popolnoma drugačno funkcijo, drugačne lastnosti in drugačno živalstvo in rastlinstvo kot reka. In mislim, da je za nas kar precejšnja sramota že tale gradašča, ki teče mimo Biotehniške fakultete, ne, v Ljubljani, oziroma kar vmes, ne, med oddelkom za biologijo pa med dekanatom oziroma agronomijo na drugi strani je takle čist popločen vodotok, ene rečice, ki je zelo lepa in naravna, če gremo v višji gor v dolino. Ampak tukaj se je zgodila res ena napaka, ki bi jo morali za monopolstvenim projektom, takim ljubljanskim, rešiti. Ker to res ne morajo biti študentje, kako pač moji učiti kaj pametnega, če pa je vodotok v ploščah, celo pod dno so plošče, in vidi se tukaj tako zelo, tudi pod dno, tako da je to korito betonsko, nič drugega, ne. In košeno in mulčeno ob bregovih, ja, ne, vsi vemo, da morajo imeti vodotoki to zeleno ogrinjalo naravno. To je tudi navsezadnje vodna direktiva evropska pravi. In tega se enostavno ne držimo, to je ledava. Ledava je meja med Goričkim in dolnim delom Prekmurja, Ravenskim, Dolenjskim. In svoje čase je bila to vijugava reka, nižinska, zdaj je kanal, tudi piše, ko gre most čez, piše kanal Ledava, je prosim. In kdo to dovoljuje? Skozi gost so takole porazirane vsake in to vzdržujejo. To so določene službe, ki so plačane za to, da vzdržujejo tako stanje. To vendar že zdavnaj vsi vemo, da je to katastrofa za enorečno življenje. Voda se pregreva, umazana je, ker se nabira vse sokanje, čisti se teh naravni čistilni procesi, ne morejo več.
Skratka, življenje v takem vodotoku zamira. No, da ne govorimo o velikih hidroelektrarnah, ki pa mislim, da ni treba posebej razlagati, da so res katastrofa za reko. No. In to za našo največjo reko, ki odvodnjava 3/4 Slovenije, je to čisto nedopustno. Ampak se poskuša dogajati še naprej. Se zdaj na referendum proti tako. Tako? Prav, imate prav, zdaj smo pred tem, da v referendumu Ja. damo svoj glas, da se take stvari ne delajo. Okay. Ni važno, kdo gradi, ali je javni ali zasebni, to ne sme graditi na bregu reke. Pika. Ja. Ne sme biti tega. Ja. Mislim, ti izgovori, jaz zdaj bo pa samo javno. To ni nič, pač ne sme se posegati v rečni prostor. Pika. Ja. Saj imamo druge, da bi šel zdaj na kavo, ob reko, ja. Jaz sem nekaj, pridite vsi tisti, ki bi šli na reko, na kavo, k nam. Bomo skuhali kavo, vas bomo pošpricali, vse bomo naredili, ampak reko pustimo prnjero. Res tako. Zdaj v tem krogu mi verjetno ni treba tega zelo povdarjati, ker so sami taki, ki veste, da je to tako. No, to je Kobilski potok, recimo. Tudi vse po dnu so plošče, ki so malo z blatom zadelane, ne? Že pa skalomet, pa zelo pokošena trava v najhujšem poletju. Ne? Jasno, da se vse suši in da ni sploh vode poletje. Ne? Tako to gre. In potem se seveda te bregove kosi, če ne še mulči povrh. Ne? Tako da ja, čisto nič ne ostane. Tudi sem, kjer so vrbe uspele, recimo v parih letih malo zrasti, to z mulčarjem vse gre. Še en tak primer. In še jih je, trda regulacija s kamnometi. Vse te, sem ga zdaj pred kratkim na teh spodnjesavskih elektrarnah, to je vse v kamnu. Eno, sploh nima ne živalne rastline prostora, ki je drugje. Tujerodne invazivne vrste naj bi bile tudi recimo neko nasprotovanje varstvu narave, to ja, ampak glihna bobra pa mislim, da bi se na tole vodno solato kar z veseljem spravil, recimo, ne. Mogoče bi bilo čist fajn, če bi prišel do teh prilip, pa do te tople, tega potoka, kjer pač še takole prekrila vso površino. Res je tujerodna, ne, in res je invazivno, ker ne pusti čist nobene druge žive stvari. Zraven pokrije površino z svojo rastjo in tudi voda ne pride, svetloba ne pride več v vodo. In tako da to je kritično, ampak to se da mehanično odstraniti ali pa prepeljati bobra ali pa kaj takega. Manjše zlo, zelo manj, pa tudi voda je tukaj tople in zato je, ne. Če bi bila voda hladna, tako kot mora biti naravno, pač tega ne bi bilo, ne bi bilo primernih razmer za to vrsto vodne rastline. Še vedno manj hudo kot to obrežno mulčenje. No, in onesnaževanje vseh vrst, to pa vemo. Industrija je zdaj popustila, ker je pač ni več, ne, ampak ne zato, ker je zaradi varstva okolja, ampak zato, ker je pač iz ekonomskih razlogov in kapitalskega pohlepa preminila, ne, ta težja industrija in tudi ne onesnažuje več. Recimo za reko je bilo znano, da je strašno umazana, ampak tam je bila tovarna organskih kislin, ki ne dela več, ne, in Lesonit, Ilirska Bistrica, ne, ki je tudi s tem mokrim postopkom zelo onesnaževal, so šli pa na suh postopek, no, tako da reka je bistveno bolj čista. In takih primerov še imamo, tako da imamo pravzaprav bolj čiste vode, kar se tiče fizikalnih lastnosti, pa tudi kemijskih. So pa druge bolj zahrbtne stvari, kot so hormonski motilci, kot so ostanki zdravil, vse te stvari, ki so raztopljene v vodah. Tega pa čistilne naprave ne odstranijo in to gre neminovno v vode in ima hude posledice, ampak se vidijo šele na dolgi rok. Tudi to spiranje iz polj, ne, ki jih še vedno zalivajo s pesticidi, insekticidi in podobnim,
bi lahko omilili s tem, da bi vode imele te zelene pasove, kjer se filtrira veliko teh snovi, ki zasenčijo vodo in zato ne eutrofizira toliko in tako naprej. Mislim, skratka, vodotoki morajo biti naravni in je ta proces čiščenja dosti bolj učinkovit. Taki spremenjeni pa tega ne morejo početi. Kaj zdaj bober, kakšen je, da imaš 4 noge, pa rep, pa glavo, pa tako naprej, to vam res ne treba pripovedovati in nas komu drugemu tudi ne, ampak pomembna je njegova vloga v naravi. Ne? Zakaj pa je zdaj fajn, če je prišel nazaj? Ne? Prišel je, vrnil se je od naselitve na Hrvaškem in zdaj je prišel k nam. Zelo veliko ljudi ga dojema kot neko tujo vrsto. Kaj bo zdaj ta bober? In to je ta špranja, 200-letna, v kateri je bober izgubil ta socialni habitat. Ljudje ga ne poznajo več in ne vejo, kaj bi z njim. Ne? In jim je treba pač povedati, kakšna je njegova funkcija v naravi. Povečuje biodiverziteto vodnih ekosistemov, to je nedvomno dokazano. S to svojo gradnjo naredi toliko različnih prostorčkov, mikrohabitatov novih, da tam najdejo zavetje mlade ribice, se zadržijo in jih voda ne odnese. Potem različne dvoživke, pa nevretenčarji vodni, ki so izjemno pomembna skupina živalska, se so hrana potem višjim trofičnim nivojem. Ne? In tega vsega je več po biomasi in po vrstah, če je bober na nekem vodotoku na delu. Naredi pač toliko tega dodatnega. Nam se zdi ta vpliv z objoganjem dreves grozen, pa ni, sam videti je tako. Ne? Dobrega naredi pa zelo veliko, pa se ne vidi na prvi pogled. In te njegove ekosistemske storitve, ker danes govorimo odveč ta izraz, za neke pitno vodo, ki jo uporabljamo vsak dan za umivanje. In to so vse ekosistemske storitve. Mislim, da je tudi sama narava s svojo estetsko vrednostjo ekosistemska storitev. Zdaj v tej epidemiji, koliko ljudi je šlo v naravo in jo šele na novo odkriva. Zato, ker pač druge možnosti ni bilo. Niso mogli več na Maldive, pa ne vem kam, ampak so pa doma odkrili to naravo. Jaz vidim, koliko jih je prišlo k nam v naš center na Goričkem, ogromno razkoleto več kot vseh 10 let prej, skupaj. Vsak dan so prihajali ljudje, boni, ali pa ne boni, ampak prišli so, želeli so videti razstavo, slišati o živalih in take reči, kot zdaj govorim. Skratka, od šolskih otrok in vrtcev do odraslih družin, velikih parov, skratka, kupa. Koliko je prišlo lansko leto? Prosim? Koliko pa je ta številka lansko leto? Tam bili so 800. Na dan. To je, prosim? Na dan? Ne, v celi sezoni. V celi sezoni? Ja. Naš center je majhen, in pa ni to niti problem, ampak problem je ta oddaljenost. Sredi Goričkega, v Križevcih, na Goričkem, vabljeni tja, vsi prosim, z velikim veseljem, odpremo v četrtek. In bolj je to problem, odkriti ga, se imamo na spletu informacije, vse, ampak ljudje se ne odpravijo tako daleč. Za ljudi iz centralne Slovenije je to daleč. So pa prišli zdaj ravno zaradi bonov, ker smo malo zamenjali zahod pa vzhod Slovenije, iz Primorske, iz Gorenjske, zelo veliko ljudi, ki še nikoli niso bili v Prekmurju. Tisti pa pogledajo, kaj bi pa tukaj lahko videl, pa malo pobrskajo, po spletu pa nas najdejo in pridejo. Tako da je čist drugačen sestav teh obiskovalcev, kot je bilo v preteklih letih. Nobenih domačinov praktično, sami ljudje, ki bi rekla tudi izobrazbeno dosti višji nivo v povprečju. Ampak pridejo z družinami in bi radi to slišali. Skratka, ekosistemske storitve. In tudi v smislu prilagajanja podnebnim spremembam bober deluje dobro.
mi vendar hočemo zadržati vodo. Vemo, da so vremenski ekstremi pogostejši, da se padavine gostijo v nekem določenem obdobju, potem imamo pa daljša sušna obdobja, če poslušate Lučko Kajfež, boste točno to pove. Problem so ti ekstremi, ko pade veliko vode in to vodo bi mi morali nekako zadržati, da jo imamo za hude dni. In Bober točno to dela. On dela jezove, zato da voda tam ostane na nivoju, ne, in se zadrži. In tako mokrišča v Evropi so najbolj ogroženi habitati. Ne. V 100 letih 50 do 90% mokrišča uničenih. Ne. To smo vse zasuli, to smo vse splanirali in poasfaltirali in še kaj, pogledajte samo center Rudnik, recimo, vse to je barje, ne? Ampak so pač nasuli in naredili asfalt čez, če se pa peljete po tem asfaltu, gre pa gor, dol, za pol metra. To je, se reče, tla pod tem delajo, to je barje, ne? Ampak takih primerov naš kolik, ne? Mi imamo vsak dan neke predloge, ki jih je treba presojati, presojo vplivov na okolje delamo tudi, ne. Mi bi pa to, kje pa? Ja, tam, na tistem mokrem delu, tam nič ni, ne. Ljudje so navajeni reči, tam ni nič, če je tam narava. Ni res, da ni nič, narava je, ampak nismo mi, ne, mi nismo vse. Tako da v tem smislu je Bober zelo dobrodošel, ne, da malo popravi to krivico, zato mu tudi rečemo ekosistemski inženir, se spremeni marsikaj, to naredi cele Bobrove livade nastanejo pa na koncu, ne, rečemo. Ampak to je sukcesija, ne, proces, kaj vse počne na nekem širšem območju, kot bi bilo Barje Ljubljansko, če ne bilo Ljubljana poblizu, ne, poseljena in tam skratka ohranja vodo na vse mogoče načine, ne. Ja. Zelo se spremeni, zelo dobro vpliva na hidrologijo, na geomorfologijo, na kemijske lastnosti. Ti vodni jezovi v bistvu čistijo vodo, to so majhne čistilne naprave. Iz tolikih rastlinskih delov so prepletene, da to enostavno vodo tudi čisti, dokazano, iz poskusi, ne. Zato smo rekli v našem projektu od bobrišča do mokrišča, ne. Najprej imamo bobrišče, ampak to bobrišče je povezano nujno z mokriščem in tam se ustvarjajo ugodne življenjske razmere za življenje tistih vrst močvirskih vodnih, ki tja spadajo, ampak jim že zelo, zelo omejujemo življenjski prostor, ne. No, recimo v Latviji so leta 2000 ocenili, da je, tam pa so bobri, ne, je še veliko, 100.000 bobrov ustvarjalo, vzdrževalo 100 do 200 kvadratnih kilometrov mokrišč in s tem prečistilo 32 milijard kubikov vode. 32 milijard kubikov vode pa ni tako malo, ne. Se že kar malo težko predstavljati. Tudi ekonomsko lahko te Bobrove dobre učinke merimo, ne. Recimo, če ustvarja nova mokrišča, ekosistemske storitve mokrišč so ocenjene na 16.000 evrov na hektar na leto. Na hektar, tako imamo zelo veliko hektarov, ne. In je to tudi v denarju, ker ekonomisti razumejo pač samo denarno vrednost, ne. In vsezadnje so dali zračunati in to bomo tudi mi naredili v našem projektu. Samo bomo zračunali, koliko nam bobri naredijo dobrega v denarju prikazali to, ne. Tole bi pa mislim, ja. Prosim upoštevajte, da je tole en sam kader, kar boste zdaj videli. En sam video. Bober je, to je ob Muri, zvlekel eno kar precejšno vejo, že kar skoraj drevo v vodo, ne.
teče čas, ne. Gusto pa sneg. Prosim? Gusto pa sneg. Ja, no. In, ne. Kdo vse zelo dobro sobiva ta Bober in Vidra, hodita po istih poteh, se srečujeta in je vse v redu, ne. Sem bil konc, ne bo več prišla. Ja, no, in še ta, še malo drugače, na istem mestu, ista kamera, ne, Bober čuti in čaka, ker nekaj sliši, ne, in je pozoren, kaj bo zdaj prišlo, je pa mrcina, velika, ne, velik je ta debel. Tako da se ga ne bo kar vsak lotil, vsak plenilc, ne, da se je malo popravil, opozoril, če bo kaj treba. Lisica. Ja, lisica, ampak se ga ne upa, ne. Lisica je premajhna za Bobra, več se pobere, manjše okrog špionira, če bi bilo še kaj drugega, kakšnega majhnega Bobra, Meriča pa bi, ne. Ampak je tle straža, ni bo šlo. Nazvaj nisem vedno. Ne, zdaj bi povedal. Ja. Bobri gradijo, ja, naravi prijazno in brezplačno. Zdaj pa upam, da se bo tole slišalo. Pa bom reč tudi povedala, zakaj gre, če se ne bo slišalo. Bobrov jez, tole pa na Dolenjskem, na Željevinskem potoku, ki je pritok Krke. Imamo zdaj en mini projekt znotraj našega live projekta skupaj z vodarji, z Zavodom za varstvo narave, ker se je kmet pritožil, da mu je Bober naredil, da on bo nekaj naredil, da bo ta jez podaril, ker je zaradi tega jezu poplavil en majhen kos travnika in on tam ne more kositi. Na kar se je skazalo, da je Bober naredil 3 take jezove na tem istem potoku in preusmeril tok tega potoka v staro strugo. Potem ljudje so ga zregulirali, da je tekel naravnost pravokotno v Krko, ampak zdaj se je videli na Dolfih in tako, da so tam ene depresije, potok je našel spet pot v svojo staro obljubo v strugo. In je tam krasen zdaj, ampak kmetu to ni všeč, ker ne more kositi, ali pa vsaj ne takrat, ko bi on hotel, no. In zdaj kaj narediti, ne? In smo skušali nek pameten kompromis najti, da ne bo nihče prizadet, pa da se ne bo spravil kmet tem Bobru kaj narediti. In so vodarji bili takoj zato, da se tukaj not ustavil neka cev na drugi strani, tam na Novem bregu, ki bi seveda skrbela za to, da bi se tale nivo vode nad jezom malo spustil, ne, da bi se približal onmo. Ampak ta jez prepušča vodo, voda žubori skozi, to ni neprepustna pregrada. Kljub temu je nivo vode v jezu mogoče za 70 cm višji, ne. Kljub temu, da prepušča pregrada, on ve, koliko lahko zapre, da se bo tukaj voda nabrala, voda pa vseeno teče in živali lahko prehajajo po tisti vodi in ikre se prenesejo in ribe grejo in dvoživke grejo in nevletenčari grejo. To ni betonska pregrada, kot jo mi naredimo pri teh jezovih, kjer pač ni prehoda, nikakršnega, ne, ni možno. No, zdaj pa, če se bo slišali to. Ja, se bo se slišali. Ampak pošteno žubori, se vidi, ne, kako teče tukaj in spodaj to jezo ven, ne. In to je zdaj sredi dneva, oziroma še po dnevu, ja, po 8 večer, no, in še dan, malo počakamo. Kaj počne, ne? Malo preveč pa vse šumi. Bobra ta šum vode, to so dognali, spodbuja, da gradi. Ker če šumi, ne sme preveč šumeti. In je pripeljal takole celo naročje tega blata, ne, in
potlačil noter z gobcem in stacami, da bo tisto držalo in gre po noga, ne? In bo še, in pa še palce preplete med sabo in je to, ne? In vzdržuje vsak dan, ne? Tako kot vodarji, ki pridejo enkrat na par let. Vodarji so namreč naredili tako, oni so hoteli narediti not cel, ne? Ampak so jo potem zaprli, nazaj so res zadelali. Tako je bilo deževje, prišla je velika voda in tisto, kar so vodarji naredili, je odplaknili in tukaj pri kraj je nastala taka odbudina, ne, jaz je puščal, ne. In so rekli, ne, saj to bomo nazaj popravili, mi smo dobro naredili, bomo nazaj, da puste pri miru, to bo Bogar sam, takoj bo videl, da nekaj ni in bo šel popraviti. In točno to se je zgodilo, v 3 dneh je bilo nazaj in zdaj nič več ne pušča in nič več ne odnese. Bogar je naredil boljš, kot so naredili vodarji, pa še vzdržuje, pa zaston. Tako da zdaj, kaj se dogaja, tukaj je kuna, recimo, ko gre čez, kaj naredi dobrega tudi za druge živali, ne? Za druge živalske vrste. Po takem jezu mi smo šli peš čez, zdrži tudi človeka, tukaj je trdno to, ne? In gre kuna, in gre čapla, in gre race se tukaj zadržujejo, ker je taka kotanja, ker je pač različni mečkani habitati, ribice so božje prisotni in tako naprej. Na vsaki sliki je ena druga žival, ki gre čez ali pa uporablja pač ta jester. Os sedi, pa polega črnoglavka, tukajle, pa ena kača, ne vem, ki je zdaj skratka. Biodiverziteta, nedvomno, ne. No, in zdaj se nam pojavi to vprašanje. Oboje je na B, oboje ima 5 črk. Bober ali beton. Bober naredi tako, kot smo zdaj videli. Grosupeljšci so pa naredili, temu sicer rečejo veliki potok, ampak to je zgornji del grosupeljšce. So naredili pa zadrževalnik, financiralo Ministrstvo za okolje in minister je na svetovni dan voda šel to pogledati in je bil to dogodek na svetovni dan voda, da tale betonska Keopsova piramida, ali kaj je to, nastal, to bo vse zadelan s pregrado, ne, betonsko. Zdaj pa pride gor različni materiali, tako da bo nepredušno, samo tle skozi voda tekla. Kaj je zdaj boljš? 25 milijonov bo stalo tole, kar bo naredil na tem potoku, tam pa ne stane nič. Pa se moramo pa malo odločiti. Minister se je že odločil, mi pa tudi, ampak mislim, se bojim, da smo na različnih bregovih. In tole je en tak zgled. Ta Ivanič grad je namečkano mestece na Hrvaškem ob Žutici, tukaj ob Savi, blizu sorazmerno, kjer so Bogarje spustili iz te gozdarske fakultete zagrebške, ampak so uspeli tako zanimirati te prebivalce tega mesteca, da vsi sodelujejo zdaj zraven. Tudi Bobrovo mesto, oni imajo pevski zbor, ki se imenuje Bobri, to so te punčke, oblečeni v Bobre nastopijo, imajo Bobrovo himno in v vsaki taki proslavi to pokažejo. Imajo vrtec Bober, imajo lokalov, nekaj, ki se imenujejo po Bobru. Skratka, skrbijo za to in promovirajo Bobre in živijo s tem in so naši partnerji v live projektu. Ravno zato, ker bi radi nekaj njihove energije in te miselnosti preselili tudi k nam. Ne? In tako smo pri koncu, če vas še kaj zanima, kaj vprašajte. Drugače pa imam tukaj še en kratek video, ki bo napovedal željo dr. Pavšiča za naslednje leto, da boste videli, kakšna je razlika med temi živalmi. Prej ste videli Bobra, kako on zida in popravlja in tako, da je kot človek s andahtjo, ne. Vse to pa samo, da se leti, samo da je hiter, vidra je pa čez druge vrste žival, ne. Ja, ni to onako, žal, ampak vse en se vidi, kaj počnemo in kako so
razigrane. To je mama z dvema mladičema, ki sta že kar velika, nagajata tako kot majhni otroci, kjer morata in urijo sposobnosti na ta način. Se igrajo, tukaj so odvajali še vad, bavarski gost, kjer imajo take živali. Sicer v ujetništvu lahko rečemo, ampak imajo izjemno lepe razmere. Velike ograde, ogromne in voda teče, tako ta voda teče skozi. Nič jim ne manjka, no? Lahko rečemo, da res ne. In bobrom in vidram ne niti drugim divjim živalim, čeprav mi nismo pristaši tega, da bi bile divje živali v ujetništvu, niti živalski vrt. Ampak če je to neka oaza, ki lahko ohranja vrsto za vsak primer, če se v naravi kaj zgodi, ne pa bo, ne, je dovolj lepo urejena in poskrbljena za živali. Torej, markiranje, ne, sicer boš videti, ampak se s temi žlezami, ki jih na tukaj spodaj se valja po mahu, pa potem dopusti svoj dom. Se stresi in je suha, ne, igra ravno tako ima ta nepremičljiv kožuh še bolj gost kot bobrov. No, tako je fino. Upam, da bomo imeli že kakšne bolj pametne podatke prihodnje leto. Še vedno nimamo ne za vidro, ne za bogra, tako kot sem rekla, nekega pregleda sistematičnega, nacionalnega, tako kot je recimo narejen za marsikateri živalske vrste. To nas še čaka. Zaenkrat naše prošnje niso bile uslišane, oziroma naši predlogi. Upamo, da bojo vsaj naprej kdaj, no. Ampak zaenkrat zelo slabo kaže. Delamo na svojo roko pač in pri posameznih nalogah spremljamo tudi to, ne, samo to ni ob istem času na vsem zemlji. To je to.